Komorni studio. Komorni studio. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Komorni studio. Tokrat vas vabimo k poslušanju 7. koncerta v komornem studiu, ki ga bo izvedel slovenski trio Lontrk. V njem igrajo glasbeniki, ki v družinskem krogu raziskujejo in izvajajo repertoar za zasedbo flavte, violine in violončela. V triu Lontrk igrajo violinistka Ana Julija Mlejnik, njen partner, flavtist Luka Železnik in violinistkin oče, priznani slovenski violončelist Miloš Mlejnik, sicer tudi dolgoletni član vodilnega slovenskega godalnega kvarteta Tartini. Trio Lontrk bo na radijskem koncertu predstavil pester spored del, triov, divertimentov, simfonijo in variacije od baroka do visokega klasicizma, izvirnih skladb in priredb za druge zasedbe avstrijskega skladatelja češkega rodu Heinricha Ignaca Franza von Bibra iz 17. stoletja, enega največjih violinskih virtuozov v 18. stoletju in skladatelja Giuseppeja Tartinija iz Pirana, ki je preminil pred 250 leti, ter velikega tunijskega klasika, avstrijskega klasicista Josefa Haydna in znamenitega nemškega skladatelja Ludwiga van Beethovna, ki se je rodil pred 250 leti v Bonnu. Pisanje skladb za priljubljene instrumente in praksa prirejanja predvsem zasedbeno obsežnejših skladb za manjše ansamble sta bila v 17. in 18. stoletju nekaj običajnega, posebej priljubljena pa je postala v prvih desetletjih 19. stoletja. Priredbe oziroma prepisi so nastali za različne namene in če upoštevamo, da takrat ni bilo radija in posnetkov, je bil to enkraten način za spoznavanje novih skladb, za učenje in za uživanje ob njih. To je bil hkrati tudi idealen način domačega razvedrila. V nocojšnjem sporedu bomo poslušali dve tovrstni deli Josefa Haydna, trio številka 1 v C-duru Hoboken 4, številka 1 in divertimento številka 2 opus 100. Avstrijski klasicist Josef Haydn, mojster klasične simfonije in godalnega kvarteta, oratorija in maše, je posvetil veliko ustvarjalne energije tudi raznoliki komorni glasbi. Med svojim bivanjem v Londonu, novembra leta 1794, je zapisal v svoj zvezek, da je na obisku pri baronu Estonu podaril njegovi soprogi in gostiteljici rokopise divertimentov za instrumentalno zasedbo dveh flavt in violončela. Dva izmed divertimentov je januarja 1799 natisnil flavtist in založnik Teobaldo Monzani. 4 Haydnovi triji, ki so takrat izšli, so danes znani kot londonski triji. Trio številka 1 v C-duru Hoboken 4 številka 1 obsega 3 stavke v pogostem zaporedju tempov hitro, počasi, hitro. Prvi stavek je oblikovan sonatno z oznako allegro moderato, drugi je počasnejši andante, sklepni vivace pa je živahnega značaja. Haydnov rokopis tria številka 1 v C-duru Hoboken 4 številka 1 hrani državna knjižnica v Berlinu. Trio odlikujejo značilnosti Haydnove glasbene govorice, kot so jasna, zelo dobro organizirana zgradba skladbe, izjemna pozornost do izdelave glasbenih podrobnosti, tematska preciznost, glasbena domiselnost, izvirnost in duhovitost, občasno tudi resnejši glasbeni izraz. Občutje v triu pritegne poslušalce z zvočno očarljivostjo, vitalnostjo in s tehničnim mojstrstvom Haydnove glasbe. Poslušajmo zdaj londonski trio številka 1 v C-duru Hoboken 4 številka 1 Josefa Haydna, stavki allegro moderato, andante in finale vivace. Igrali bodo člani tria Lontrk, flavtist Luka Železnik, violinistka Ana Julija Mlejnik in violončelist Miloš Mlejnik.
Kot prvo skladbo v izvedbi tria Lontrk smo poslušali londonski trio številka 1 v C-duru Hoboken 4 številka 1 Josefa Haydna. Zdaj bosta v duu nastopila violinistka Ana Julija Mlejnik in njen oče, violončelist Miloš Mlejnik iz Škofje Loke. Violinistka Ana Julija Mlejnik je leta 2013 diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri profesorju Gorjanu Košuti. Študij je nadaljevala na Kraljevem konservatoriju za glasbo v Bruslju pri profesorici Juzuko Horigome. Leta 2016 je magistrirala, 2 leti pozneje pa z izredno pohvalo uspešno končala še študij na koncertni smeri. 2 leti je študirala tudi baročno violino pri profesorju Riju Terakadu. Od decembra 2018 je asistentka na Akademiji za glasbo v Ljubljani, sicer je tudi stalna članica baročnega ansambla London Brandenburg Soloists, sodeluje pa tudi s komornim ansamblom Ataneres. Violončelist Miloš Mlejnik od leta 1979 poučuje na Ljubljanski akademiji za glasbo, kjer je bil dolgoletni redni profesor, danes pa je zaslužni profesor te glasbene akademije. Sam je študiral violončelo pri profesorjih Otonu Bajdetu v Ljubljani in pri Zigfridu Palmu na Visoki šoli za glasbo v Kelnu, izpopolnjeval pa se je pri Enriku Majnardiju in Andreju Navari. Med letoma 1977 in 1990 je bil violončelist, solist orkestra Slovenske filharmonije. Na različnih mednarodnih glasbenih tekmovanjih je prejel vrsto najvišjih nagrad in priznanj, prejel je 2 nagradi Prešernovega sklada, leta 1984 kot violončelist solist, leta 2001 pa kot dolgoletni član vodilnega slovenskega godalnega kvarteta Tartini. Umetnika bosta izvedla sonato številka 1, Marijino oznanjenje za violino in bas iz cikla rožnovenskih violinskih sonat Heinricha Ignaca Franza von Bibra. Češko-avstrijski izvrsten violinist in skladatelj Biber je v drugi polovici 17. stoletja ustvarjal v Gradcu, Kromježišu in Salzburgu. Bibrov opus vsebuje instrumentalna in vokalna dela, duhovno in posvetno glasbo. Skladatelj pa si je pridobil resnično priznanje z virtuoznimi violinskimi sonatami, posebej tistimi, ki zahtevajo sposobnosti alterirane uglasitve in izvajanja skordature. Heinrich Ignaz Franz von Bibber je napisal 22 virtuoznih violinskih sonat, ki so uglašene v 18 različnih uglasitvah. Za te sonate so značilne posebne tonske barve in bogata sozvočja, vključujejo pa tako variacije na strogo določen ostinatni bas, pa tudi plesne stavke, ki so zelo stilizirani. Najslavnejše med njimi so misterijske ali rožnovenske sonate, ki so nastale okrog leta 1674 in tonsko upodabljajo skrivnosti rožnega venca. Biber je napisal 16 rožnovenskih sonat, 15 za violino in generalni bas ter kot 16. sonato veličastno pasakaljo za violino solo. Domiselno oblikovana violinska sonata številka 1, Marijino oznanjenje, je v dorskem modusu. Ne uporablja skordature, ampak standardno violinsko uglasitev, vključuje pa niz variacij in nas očara z briljantnim violinskim partom. Bibrove sonate so v 20. stoletju doživele pravi glasbeni preporod, saj jih violinisti pogosto izvajajo in tudi snemajo. Sonato številka 1, Marijino oznanjenje, bomo poslušali v duu violine in violončela s stavki Preludium, preludi, variacijo, arija, allegro, variacijo, adagio in finale. Igrala bosta violinistka Ana Julija Mlejnik in violončelist Miloš Mlejnik.
Violinistka Ana Julija Mlejnik in violončelist Miloš Mlejnik sta zaigrala sonato številka 1 Marijino oznanjenje Heinricha Ignaca Franca von Bibra. Poslušajmo zdaj prvi del pogovora s člani tria Lonterk. Komorni studio. Pozdravljeni, spoštovani člani tria Lonterk, gospodična Ana Julija Mlejnik, gospod Luka Železnik in profesor Miloš Mlejnik. Najprej bi, prosim, spregovorili o samem ansamblu, o samem triu, kako je prišlo do nastanka, kdaj ste začeli skupaj igrati, kako je prišlo do nastanka tria Lonterk. Mi sicer smo začeli skupaj igrati v sproščenem družinskem vzdušju, v bistvu bolj v smislu raziskovanja repertoarja, ali pa ko smo izbirali repertoar za kakšne druge koncerte. No, kot trio z imenom smo pa začeli v bistvu delovati zdaj med epidemijo, ker smo seveda nekako vsi ostali brez ostalih koncertov in smo želeli pa vseeno nekaj bolj konkretnega narediti in smo se potem odločili, da nekaj skladb, ki so tudi danes vključene v program, posnamemo na eni zelo dobri lokaciji, in sicer v avli Sokolskega doma v Škofji Loki. No in takrat smo se odločili, da
da damo temu triu tudi ime, in ime je Lontrg. To je, bom rekel, domače ime za spodnji trg v Škofji Loki. V bistvu prihajate iz Škofje Loke, sicer vi ste iz Celja, ampak gospod Mlejnik in gospodična Ana Julija pa seveda iz Škofje Loke, to je vaše domače okolje. In torej je bilo pravzaprav naravno, da ste lahko muzicirali doma in v domačem okolju, prav v tem posebnem času, ki je nekako vplival na vse glasbenike, predvsem performativne umetnike povsod, sploh po Sloveniji. Kako ste pa izbrali program, kaj je recimo sicer v osrčju vašega repertoarja, glasbo, ki jo izbirate, recimo glasbeno obdobja, kateri stil vam nekako bližje, in pa izvirne skladbe za trio ali tudi priredbe? V bistvu posegamo tako po originalnih skladbah za to zasedbo, ki pa jih ni veliko, zato seveda dodajamo zraven tudi priredbe. Repertoar izbiramo v bistvu iz tega, kar imamo, ne. Če bi imeli na voljo kakšno dovolj posrečeno sodobnejšo kompozicijo, bi jo seveda tudi z veseljem uporabili. Pa vendarle naš repertoar zaenkrat sestavljen pretežno iz skladb baroka, klasicizma in romantike. Imeli ste pa že spletni koncert, a ne? To je bil vaš prvi javni nastop. Lahko nekaj poveste o tem dogodku? Tako, ja. Kot že rečeno, je bil to moment, v katerem smo se odločili našemu triu dati tudi ime. In to za namen organizacije tega spletnega koncerta, ki smo ga snemali v avli Sokolskega doma v Škofji Loki. Zadevo smo pa v bistvu izvedli v obliki crowdfundinga. Crowdfunding je ena, bom rekel, modernejša oblika sofinanciranja strani donatorjev, interesentov, ne. In zadeva se je zelo lepo nekako obrnila, smo bili zelo zadovoljni z odzivom javnosti, so se zelo lepo odzvali in se pridružili pač projektu, ne. Tako da smo lahko to zelo lepo naredili. Prosim, če se sedaj osredotočimo na nocojšnji koncertni spored, kako ste ga zasnovali, kako ste izbrali skladbe in kaj je bilo nekako osnova za sam spored, recimo 2 deli Josefa Haydna, pa Beethovna in seveda tudi starejše delo mojstra iz 17. stoletja Bibra, pa seveda drugega jubilanta Giuseppeja Tartinija. Morda, gospod profesor, ste vi morda tudi kakšno idejo dodali nekako? Ja, jaz sem pravzaprav našel tega Beethovna, ne, ki sem ga že igral v zasedbi z flavto, klarinetom in čelom, ne. Original je pa fagot namesto čela. Pa sem pomislil, da bi, ker je obletnica Beethovna, ne, da bi zelo fajn šel na spored in sem pač transponiral za violino part od klarineta. To smo že igrali lansko leto na festivalu Da Camera v Škofji Loki. In delo je zelo fajn, tudi v tej zasedbi. Mogoče je kakšna variacija celo boljša kot v originalni zasedbi, ne. Drugače pa Haydna smo pa vse, kar je napisal za to zasedbo, preigrali in smo se odločili za te dva, en divertimento in ta prvi trio londonski v C-duru. S tem, da sta tudi obe deli nekako sorodni v smislu samega značaja, a ne? Nekako imata ta razvedrilni moment. Ja, divertimento je bolj poglobljen, je kako bi rekel, globje muzikalno doseže. Kot prvi trio je pa zelo lahkotnega značaja, plesni, ne. Ja. Sicer so pa v bistvu melodični liniji za flavto ali violino in se izmenjaje, lahko nastopita oba nekako v osrednjih
dveh najvišjih glasovih, a ne? 2 flavti ali 2 violini in se tudi izmenja, tako kot ste izbrali, glede na zasedbo. Ja, divertimento ima mogoče čelo malo več zaigrati tudi kot v prvem triu, ne. Tako da je skoraj enakovreden obema violini in flavti, ne. Je pa bilo sicer zelo v navadi, da so se skladbe izvajale pač v zasedbi, ki je bila na voljo, ne. Se pravi, bodisi 2 violini ali 2 flavti ali violina, flavta, tudi za čelo oziroma fagot je zelo izvedljiva menjava, ne. Ja. Torej lahko tudi pihalni trio, recimo, ali pa godalni. Tako, ja. In so različne, recimo, zasedbe. Torej tudi Haydn, so vsi ti mojstri res bili toliko prilagodljivi glede na zasedbo, ki je bila na voljo. Navada je bila taka, ja, da so se izvajale skladbe tudi recimo sonate, violinske in flavtistične, recimo, tudi oboa, ne. Pogosto se znajde v zapisu, se pravi, ko je prva stran, je pogosto napisano, da je možno izvajati zadevo bodisi z enim ali z drugim ali s tretjim inštrumentom, ne. Tako da je bilo zelo v navadi in mi smo si pol seveda v tej maniri dovolili tudi Tartinija, se pravi to Tartinijevo simfonijo, adaptirati za našo zasedbo. Morda še nekaj besed o drugi skladbi koncerta, Gospodična Ana Julija. Vi ste predstavili sonato za violino iz slovitega cikla sonat Heinricha Ignaca Franca von Bibra, in sicer iz teh misterijskih oziroma rožnovenskih sonat. Prvo sonato, ki pa ni uporabljena skordatura, ne? Recimo ta je nekaj posebnega na začetku, prva iz teh 16 sonat. Kako ste se vi soočili s temi zahtevami, ki so velike zahteve za violiniste glede virtuoznosti? No, lahko bi rekli, da je od teh 16 sonat sonata Marijinega oznanjenja, tako kot je poimenovana, še najbolj normalna. Ker kot ste že omenila, vse ostale sonate, razen zadnje Pasacalje, svetujejo uglasitev s kordaturo, kar pomeni, da strune na violini uglasimo v drugačnih razmerjih, kot je običajno, se pravi ne v kvintah. In ne samo to, vsaka sonata ima svojo uglasitev. Tako da na koncertu z enim inštrumentom bi bilo to povsem neizvedljivo, ker uglaševanje ni možno na takšen način. Tako da, recimo zanimivo je tudi to, da ena izmed teh sonat predlaga tudi, da se strune ne samo uglasijo drugače, temveč tudi prekrižajo. Tako da to, kar mislim, traja nekaj časa, da se inštrument pripravi. Zdaj, prva od teh sonat, Marijino oznanjenje, pa ima našo normalno uglasitev in jo sem zato lahko tudi danes vključila v program. Je pa, kot boste lahko slišali, tipično virtuozno delo s hitrimi pasažami, dvojemkami in tako naprej. Sicer pa se vi tudi pogosto posvečate izvajanju baročne glasbe, ne? Tudi sami ste študirali baročno violino pri profesorju Rio Terracadu in pa tudi sami pripravljate festival, ki pa tudi vključuje, ne, te koncerte. Morda nekaj besed o tem, kakšen festival pripravljate v Škofji Loki. Tako je. V Škofji Loki bo letos že 3. leto potekal festival Loka da Camera. Tradicionalno ga vedno pripravljamo v novembru. Datumi malo variirajo, sicer pa vedno nekje v sredini novembra. Ideja pa je, da gre za festival komorne glasbe, ki pa povezuje domače umetnike s tujimi. Tako da vedno nekako izhajamo iz domače ekipe. Imam to srečo, da imam v širši družini veliko glasbenikov, umetnikov. Potem pa povabimo odlične glasbenike iz celega sveta. Jaz sem bila veliko po svetu, prav tako tudi moji prijatelji, sorodniki in mislim, da imam kar veliko mrežo kontaktov dobrih glasbenikov, ki so pripravljeni priti v našo Škofjo Loko se predstaviti. Je tudi odziv občinstva velik oziroma vas tudi občina nekako podpira pri tem ali mesto sploh? Ja, tako je. Moram reči, da
Jaz sem zmeraj malo pod stresom, ali bo kaj obiska, potem pa smo vedno znova prijetno presenečeni. Tudi lansko sezono, ko smo imeli koncert v Kristalni dvorani Sokolskega doma, ki je precej velika, je bil obisk zelo dober, tako da bo to najbrž postala stalnica. Hvala lepa. Torej, to je prvi del pogovora in bi potem nadaljujemo po naslednji skladbi. Okay. Zdaj pa naprej bi potem drugi del. Okay. Torej, spoštovani umetniki, ob letošnjih obletnicah Komorni studio. Leta 2020 se spominjamo 250-letnice smrti enega največjih violinistov v 18. stoletju in skladatelja Giuseppeja Tartinija iz Pirana, ki je bil tudi predan pedagog violinske igre ter izviren glasbeni teoretik. Bil je izjemno priljubljen kot poznobaročni in predklasični skladatelj. Poučeval je številne pozneje uveljavljene violiniste in skladatelje, bil je tudi avtor pomembnih del o igranju na violino in ornamentaciji ter o akustičnih temeljih harmonije. Giuseppe Tartini je ogromno prispeval k razvoju virtuoznega koncerta in sonatne literature za violino, prav tako pa tudi k sintezi značilnosti galantnega in občutenskega sloga v sredini 18. stoletja. S svojimi učenci pa je delil tudi odlično poznavanje akustike. Veliko Tartinijevih skladb duhovne vokalne glasbe, koncertov, trio sonat in sonat je ostalo neobjavljenih. Skladatelj pa je objavil 9 opusov instrumentalne glasbe, večinoma sonate in koncerte. V večini sonat je sledil obliki 3 stavkov v enaki tonaliteti in kontrastnih tempih. Giuseppe Tartini je napisal okrog 135 koncertov za violino, godalni kvartet in generalni bas, koncerte za druga glasbila, kot so viola da gamba ali violončelo, flavta in 2 rogova, spremljavo godalnega kvarteta in generalnega basa, okrog 40 trio sonat za 2 violini in generalni bas, okrog 135 avtentično potrjenih sonat za violino in generalni bas, okrog 30 sonat in posameznih stavkov za violino solo, brez generalnega basa, ter sonate a quattro za godalni kvartet in simfonije s 3 stavki. Tartinijeva sonata v B za prvo in drugo violino ter bas obsega 3 stavke ali dele v kontrastnih tempih, hitro, počasi, hitro, ki se neprekinjeno sledijo. Tokrat jo bomo poslušali v zasedbi flavte, violine in violončela, stavki allegro, largo in allegro. Flavtist v triu Lontrk je Luka Železnik iz Celja, ki je študiral flavto na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri profesorju Fedi Ruplu, nato Univerzi za glasbo na Dunaju pri profesorju Hans-Georgu Schmeizerju, kjer je leta 2011 končal magisterij iz flavte. Izpopolnjeval se je na Državni visoki šoli za glasbo v Študgartu pri profesorju Davidu Formizanu. Izpopolnjeval se je na številnih mojstrskih tečajih pri priznanih flavtistih, sodeloval pa je z različnimi slovenskimi orkestri, med drugim je bil solo pikolist Simfoničnega orkestra SNG Maribor, sicer pa igra v različnih komornih zasedbah. Od leta 2017 vodi festival Prisluhi v mestnem gozdu v Celju, sicer poučuje flavto in je od leta 2018 pomočnik ravnatelja glasbene šole Škofja Loka. Flavtist Luka Železnik bo zaigral Tartinijevo simfonijo v B v triu z violinistko Ano Julijo Mlejnik in violončelistom Milošem Mlejnikom.
Poslušali smo simfonijo v B Giuseppeja Tartinija, ki so jo zaigrali flavtist Luka Železnik, violinistka Ana Julija Mlejnik in violončelist Miloš Mlejnik. Poslušajmo zdaj drugi del pogovora s člani tria Lonterk. Komorni studio. Torej, spoštovani umetniki, ob letošnjih obletnicah ste v spored vključili tudi skladbe dveh pomembnih glasbenih ustvarjalcev, Giuseppeja Tartinija in Ludwika van Beethovna. Gre za dve veliki obletnici, 250-letnica smrti Tartinija in 250. obletnica rojstva Ludwika van Beethovna. Z kakšnega izvajalskega stališča bi predstavili recimo pogled na Tartinijevo simfonijo v B, ki jo kot nekako uverturo v treh kontrastnih odsekih predstavljate v različici izvirnika? Ja, ta simfonija kot italijanska uvertura je po mojem mnenju še zelo baročna. In je verjetno mišljena za večjo zasedbo, komorni orkester celo. Je pa tako, da sta višja glasova pisala zelo unisono, to se pravi v oktavah ali pa čisto unisono, ne. Violončelo pa ima tu še zelo karakter kontinua. To se pravi kontinuo, ki ima karakter kot motor ali pa dirigent, da celo zadevo poganja. Jaz mislim, da je srednji stavek najbolj podoben temu, da se reče to italijanska uvertura, ker ima ta karakter kot recimo te francoske uverture, ki se začnejo s počasnim stavkom. Je pa trostavčna in hitra, virtuozna, oba prvi in zadnji stavek zelo plesen in ima tak, po moje, kar ljudski karakter.
Tako, Tartini je rad posegal po celo istrskih narodnih pesmih. Vemo, da je napisal veliko solo sonat za violino. Mi smo preigrali 2 ciklusa trio sonat, ko smo izbirali ta program. Na koncu smo se pa le odločili za to simfonijo, ta nam je bila najbližje tako po karakterju, ki bi pasal v ta spored. Sicer ste se vi veliko ukvarjali s Tartinijem oziroma ste se posvetili tudi v kvartetu, v katerem igrate, seveda v vodilnem slovenskem godalnem kvartetu Tartini, s katerim ste tudi letos spomladi posneli sonate a quattro, torej te godalne kvartete, nekako ob tej pomembni obletnici. Prav v tem studiu smo posneli marca te 4 sonate a quattro. Pravzaprav smo mi ime izbrali po Tartiniju zaradi teh sonat, ker je on v bistvu predhodnik Jožefa Haydna, ki velja za očeta godalnega kvarteta. Ne. Pa že tu čutite recimo v njegovih kvartetih nekako mešanje ali pa povezavo značilnosti, kot ste omenili, baročnih, pa vendarle že nekega galantnega sloga, nekako predklasične oblike. V teh kvartetih je čisto drugačne kot v simfoniji. Prvič so 4 stavčni, trostavčni, 4 stavčni, že kot pravi kvarteti. Zelo ritmična vedra so in navdušujoča je njegova glasba. Ne. Počasni stavki so lepo melodični, melanholični celo. Tako da jaz pravim, da je včasih celo klasicizem že presegal. Že vleče na romantiko malo. Ja. Kako pa vidva, gospod Železnik in gospodična Ana Julija Mlejnik, doživljata Tartinija, njegovo glasbo zdaj v tej simfoniji in tudi sicer? Ja, Tartini je za nas violiniste seveda avtor Vražjega trilčka in zato tudi skladatelj, ki se ga mogoče tekom študija še vsi malo bojimo. No, jaz sem vesela, da nam je uspelo najti za našo zasedbo eno skladbo, ki smo jo lahko vključili, da lahko obeležimo obletnico njegove smrti, sicer 250. obletnico. Tartini je sicer napisal tudi veliko solo koncertov, v bistvu za vse naše inštrumente. Tudi za flavto? Tako, tudi za flavto, ja. Tako da je bil zelo, bom rekel, zelo širok skladatelj, z zelo širokim opusom. In tudi mene zelo veseli, da lahko danes ponudimo v tej adaptirani verziji tudi njegovo simfonijo. Se mi zdi, da zelo lepo paše v naš program, tako da bo zelo popestrila celotno zadevo. Lahko morda tudi vi poveste še vaš pogled na Haydnova tria, na sam londonski trio in pa Divertimento, kako vi doživljate te 2 skladbi, ki sta nekako tudi seveda za flavto kot opcijo v zasedbi. Ja, kot je že Miloš prej namignil, je Divertimento nekako bolj poglobljen. Glasbeno ima veliko dramatične kvalitete v drugem stavku, pa tudi prvi stavek se mi zdi bolj, bom rekel, kompleksen, kar se tiče narave motivov, tudi harmonsko, bolj pester, bolj zanimiv kot londonski trio. Po drugi strani ima pa londonski trio res to kvaliteto lahkotnosti, poslušljivosti celo. Res taka navdihujoča glasba, ki zelo lepo teče sama po sebi. Verjetno pa obe z značilnimi potezami Haydnove glasbene govorice, tako glede preciznosti pri izdelavi podrobnosti raznih detajlov, res črpa iz najmanjših detajlov, nekako razvija iz jedra glasbe. Tako, skoraj da bi lahko rekli, da gre za neke sorte klasicistični minimalizem pri njemu.
v primerjavi z ostalimi avtorji se mi zdi, da z manj sredstvi pove včasih več. Spored boste sklenili pa z variacijami, in sicer Beethovenovimi variacijami na Mozartovo temo iz opere Don Giovanni. Skratka, gre za znameniti ljubezenski duet Don Giovannija in Zerline. Skratka, zelo priljubljena tema, in sicer Beethoven je napisal temo z 8 variacijami in kodov. Kaj pa recimo te kot karakterne variacije omogočajo vam v triu, da predstavite? Ja, vsekakor je vsaka variacija ena nova verzija te zelo znane teme. Kot je pa za variacijo običajno, pa seveda vsakemu izmed nas ponudi prostor in priložnost, da polno zasije v virtuoznosti svojega inštrumenta. Je namenjena posamezna variacija določenim instrumentom, oziroma imate vsi možnosti, da pokažete svojo virtuoznost ali izstopajočo vlogo? V glavnem ima več flavta za govoriti. Izjemoma. Ne? Včasih pa tudi midva prijeva na svoj način. Tudi. Je pa zanimivo, da je Beethovna zelo navdihnilo to pisanje variacij. Celo življenje se je pravzaprav ukvarjal z variacijami na teme različnih avtorjev, predvsem Mozart ga pa je tukaj zelo pritegnil s svojimi opernimi arijami. Ja, on je tudi začelo napisal dvoje variacij prav na Mozarta. Ja. To je zanimivo. Ja, pa tudi zelo lepo. Pa čist drugače. Morda omenimo ob koncu še nekaj vaših drugih glasbenih dejavnosti in prihodnjih dogodkov, ki jih pripravljate. Gospod Mlejnik, profesor Mlejnik, vi ste že od leta 1983 stalni član godalnega kvarteta Tartini. Izvedli ste ogromno koncertov, posneli veliko tudi slovenskih del, pravzaprav omogočili pravo antologijo za godalni kvartet in posneli zdaj nazadnje tudi Tartinijeve kvartete. Kakšne so zdaj vaše želje, načrti še s kvartetom ali tudi sicer z vašim triom? Ja, zdaj s kvartetom imamo 15. ta mesec predstavitev te plošče v Vili Tartini v Strunjanu. Potem imamo pa še en koncert, ko je naslednji dan pa v Križnem hodniku, tam pa drug program igramo. Mešano Tartini, Beethoven, F-moll pa Dvořák, ameriški kvartet. Ja, z Lontark triom igramo pa čez 3 dni v Celju, ne? Na odprtem. Ja. Na njegovem festivalu. Ja. Torej, gospod Železnik, vi od leta 2017 pripravljate en zelo poseben festival Prisluhi v mestnem gozdu v Celju. To je pravzaprav izjemna lokacija, nekako dejansko koncerti v gozdu, sredi narave, sredi ptičjega petja in drugih zvokov živali. Kakšni so vaši koncertni sporedi in kakšen je tale pravzaprav odziv poslušalcev? Ja, gre za en, bom rekel, malo drugačen pristop k organizaciji festivala pretežno klasične glasbe. Letos je samo klasična glasba. Ostala leta smo pa dodajali, se pravi v preteklih sezonah smo pa dodajali tudi druge stile glasbe in tudi druge zvrsti umetnosti. Imeli smo tudi že kombinacije. Najbolj nas v bistvu zanimajo kombinacije med posameznimi vejami umetnosti, recimo kombiniramo poezijo in glasbo ali pa glasbo in ples, tudi improvizirano glasbo smo že imeli, to sva z skladateljem Leonom Firštom sva improvizirala na pesmi, ki jih je napisal Kristjan Koželj, celjski pesnik. No, na letošnjem festivalu nastopamo tudi mi, trije. Prvi koncert je bil letos v znamenju flavte. Nastopil je trio Loka,
v katerem poleg mene nastopata še Ana Kejžar in Eva Mittendorfer. Pridružil pa se nam je še flavtist Boris Bizjak. Smo ponudili en tak lep program glasbenih miniatur. No, letošnji program festivala pa zaključujemo 12. julija s kvartetom Tamino, v katerem sodelujeva midva z Ano, Julijo. Bomo pa izvedli eno zelo simpatično priredbo Mozartove opere Čarobna piščal za našo zasedbo, se pravi za flavto, violino, klarinet in violončelo. Poleg naju v tem kvartetu sodelujeta še klarinetistka Urška Zupan in violončelistka Katarina Kozjek. Sama lokacija je nekaj čisto posebnega, ker gre v bistvu za en oder sredi celjskega mestnega gozda, spravi na tem pobočju, ki je prepredeno z zelo lepo urejenimi gozdnimi potmi, se nahaja tudi drevesna hiša, in pod to drevesno hišo, gre za večji objekt, tako nekako 6 metrov visoko, za približno 30 ljudi, velika stavba, in pod njo se nahaja en oder z tribuno. No, in na tem odru vsako leto, zdaj že od 2017, prirejamo naš festival. Sama ideja za muziciranje v gozdu pa je do mene prišla od Boštjana Hrena z Celjskega zavoda za gozdove. Pred leti sva se sprehajala enkrat tam, ker sva sicer tudi v sorodu, in sva se sprehajala tam po gozdu in mi je z velikim navdušenjem kazal, na katerem mestu on sanja o tem, da bi tam mogoče bil nek oder, neko prizorišče, na katerem bi se dali izvajati tudi koncerte. No, in ko so v sodelovanju z celjsko mestno občino potem postavili to drevesno hišo in oder pod njo, sem jaz z velikim navdušenjem potem prevzel to iniciativo in začel organizirati ta festival. In je tudi mesto pristopilo nekako s podporo ali imate druge? Tako, seveda nas pri našem festivalu podpira tako Zavod Celeja Celje, kot tudi Mestna občina Celje. Tudi Zavod za gozdove se vključi in nam pomagajo pri promociji in pri ustrezni izvedbi dogodkov. Zdaj, odzivi ljudi so pa res čudoviti. Tudi izvajalci nekako vsako leto znova na novo odkrivamo to posebno lokacijo, na kateri se naša glasba prepleta s ptičjim petjem. Tako da je res eno posebno glasbeno doživetje tako za izvajalce kot tudi za obiskovalce. Gospodična Ana Julija, kako vi doživljate to izvajanje? Tudi sami boste nastopili oziroma ste že na tej lokaciji, v tem gozdu, in sicer tudi me zanima še ob tem vaše sodelovanje v drugih baročnih ansamblih, kjer nastopate. No, če najprej o festivalu v celjskem mestnem gozdu je... Ja, moram reči, da je presenetljivo dobra akustika na tistem mestu, tako, kot da bi drevesa malo ustvarila primerne pogoje in se prav dobro sliši tudi odzivi iz publike, katere del sem bila tudi že sama. Je tak, ne, pride ogromno glasbe, tako da je kot ena taka naravna koncertna dvorana sredi gozda. Seveda pa je odziv narave, se pravi ptic, živali, neponovljiv, ne? Vedno nekaj novega. Tako da je dogodivščina tudi za izvajalca. Ja, sodelujem pa tudi v drugih baročnih zasedbah. Kot ste vi tudi že prej omenila, sem v Bruslju študirala baročno violino in od tam je tudi zasedba, v kateri največ sodelujem. Se pravi,
v projektu igram prvo violino, vodim ansambel, imenuje se pa The Legacy of Bach. Naš program je nekako sestavljen v povezavi z Bachom, se pravi, izvajamo njegova dela oziroma dela njegovih učencev. V zasedbi je tudi oboa, potem še ena violina, viola, violončelo, kontrabas in čembalo. Sodelujem pa seveda tudi v drugih zasedbah, naprimer sem članica baročnega ansambla London Brandenburg Soloists, seveda pa se projektno pojavljajo vedno nove zasedbe, ki pa variirajo. Verjetno več zasedb kot je glasbenikov, ker igrate v različnih zasedbah sami. Spoštovani umetniki, najlepša hvala vsem trem za pogovor in želim čim več takšnega navdihujočega, radostnega muziciranja še naprej. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala. Komorni studio. Poslušali ste pogovor Tjaše Krajnc s člani tria Lontrk, violinistko Ano Julijo Mlejnik, flavtistom Luko Železnikom in violončelistom Milošem Mlejnikom. Na radijskem koncertu sta pred nami še dve komorni deli. Avstrijski klasicist Josef Haydn je napisal številne divertimente, kasacije, serenade, nokturne in druge komorne skladbe z razvedrilnim namenom za različne godalne, pihalne in mešane instrumentalne zasedbe. Haydn je svoje skladbe razvijal iz enega določenega motiva ali jedra. V njih je največkrat prevladuje prva tema, druga tema pa ima večinoma vlogo podrejene stranske glasbene misli. V izpeljavi je za Haydna značilno koncentrirano tematsko delo, ki odkriva v glavnem motivu vključene možnosti, pogosto v jasnem tematskem nasprotju z ekspozicijo, v reprizi pa se namesto dramatične glasbene razrešitve predstavi enako gradivo na nov način. Josef Haydn je leta 1784 napisal 6 divertimentov, ki so oblikovani kot trii za flavto ali violino, violino in violončelo. Drugi izmed trijev divertimentov, Hoboken 4 številka 7 v G-duru, ki je glede na izdajo Wilhelma Zimmermana iz leta 1926 označen kot opus 100 številka 2, obsega 3 krajše stavke, allegro, adagio in allegro. Zaigrali jih bodo člani tria Lontrk, flavtist Luka Železnik, violinistka Ana Julija Mlejnik in violončelist Miloš Mlejnik.
V izvedbi tria Lontrk smo poslušali divertimento v G-duru Hoboken 4 številka 7 oziroma opus 100 številka 2. Zadnje delo na radijskem koncertu v komornem studiu bodo variacije. To glasbeno obliko je skozi vse ustvarjalno obdobje navdušeno gojil nemški skladatelj in dunajski klasicist Ludwig van Beethoven. Občudoval je Mozartove uglasbitve besedil in je napisal 4 nize variacij na teme arij iz Mozartovih oper, kot sta Čarobna piščal in Don Giovanni. V letih 1796 in 1801 je na Mozartove operne teme na primer napisal 3 vrste variacij za klavir in violončelo. Med Beethovenovimi variacijami so priljubljene variacije na temo La ci darem la mano, Tam si bova podala roko, brez opusa številka 28, ki jo v duetu zapojeta baritonist v vlogi Don Giovannija in sopranistka v vlogi Zerline v 3. prizoru prvega dejanja Mozartove opere Don Giovanni, nastale leta 1787. Operni libreto in verze za ta duet je napisal pesnik Lorenzo da Ponte. V tem prizoru je Don Giovanni srečal Zerlino in njenega zaročenca Maseta. Da bi ga zamotil, Don Giovanni ponudi, da bi na svojem gradu gostil njuno poročno slovesnost. Ko Maseto odide, poskuša Don Giovanni zapeljati Zerlino, da bi ga spremljala na grad. Ob koncu dueta pa pride Dona Elvira in prepreči njegovo zapeljevanje ter odide z Zerlino. Te Beethovenove variacije brez opusa številka 28 so oblikovane značajsko z obilico ritmičnih in harmonskih kontrastov in so pomemben skladateljev prispevek k priredbam opernih melodij za pihalne ansamble, ki so bili priljubljeni ob koncu 18. stoletja. Beethoven je napisal te variacije za 2 oboji in angleški rog, najverjetneje leta 1795, prvič pa so jih izvedli 23. decembra 1797. Te variacije izvajajo tudi v zasedbi flavte, klarineta in roga. Nocoj, v počastitev 250-letnice rojstva Ludwiga van Beethovena, pa jih bo izvedel trio Lontrk v zasedbi flavte, violine in violončela. Beethovenove variacije na temo La ci darem la mano, Tam si bova podala roko iz Mozartove opere Don Giovanni imajo oznake za izvajanje tema andante, prva variacija allegretto, druga variacija li stesso tempo, enak tempo, tretja variacija andante, četrta variacija allegro moderato, peta variacija moderato, šesta variacija lento espressivo, sedma variacija allegro scherzando, osma variacija allegro giocoso in coda vivace. Igrali bodo člani tria Lontrk flautist Luka Železnik, violinistka Ana Julija Mlejnik in violončelist Miloš Mlejnik.
Kot zadnjo skladbo smo poslušali variacije na temo Lacidarem la mano, tam si bova podala roko iz Mozartove opere Don Giovanni Ludviga van Beethovna. Zaigrali so jih člani tria Lontrk, flavtist Luka Železnik, violinistka Ana Julija Mlejnik in violončelist Miloš Mlejnik, ki so tako sklenili svoj koncert v komornem studiu programa Ars. Spoštovani poslušalke in poslušalci, zahvaljujemo se vam za pozornost ob spremljanju prenosa radijskega koncerta, ki sva ga v studiu 13 Radia Slovenija povezovala urednica prenosa Tjaša Krajnc in napovedovalec Bernard Stramič. Komorni Studio. Komorni studio. studio.